Člani in članice Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Slovenska Bistrica so se v petek 10. septembra sešli na srečanju v veteranskem centru Brinje. Zbrane je nagovorila Jelka Kropec, podpredsednica Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Vi ste tisti, ki ste v prvih vrstah, ko branite resnico. Ste tisti, ki ohranjate spomin na vrednote, ki so bile temelj partizanskega narodno-osvobodilnega boja. Gre za ohranjanje vrednot, medsebojne pomoči, iskrenosti, spoštovanja in brezmejnega tovarištva, ki so omogočili preživetje partizanstva in preživetje slovenskega naroda. Pravijo, da se zgodovina ponavlja in da je prva žrtev vsake vojne resnica. To lahko vidimo in doživljamo danes. Vi ste tudi tisti, ki veste, kdo je tisti, ki je požigal Trubarjeve knjige. Ste tisti, ki veste, kdo je med okupacijo kraljevine SHS Sloveniji ukazoval zažiganje slovenskih knjig. In ste tisti, ki veste, da se s podiranjem spomenikov zgodovine ne da spremeniti. Smo tisti, ki nismo pozabili, da predsedniku Drnovšku niso dovolili, da bi govoril na proslavi ob dnevu državnosti 24. junija 2007. Tudi na dogodek, ko so protestniki v Murglah 19. decembra 15 zažgali knjigo o prvem demokratično izvoljenem predsedniku Milanu Kučanu, se politiki, policiji in sodstvu ni zdelo potrebno odstreje odreagirati. Kam je tako nespoštovanje pravne države in njene zakonodaje pripeljalo, vidimo danes. Absurdno je poslušati izjave, mi trije smo naredili državo. Eden tistih, ki je to izjavil, je danes zapornik, ki mu je omogočeno, da govori na proslavah in mu igrajo policijski orkestri. O praznovanju 30. obletnice osvoboditve Slovenije 25. junija 2021 prireditelji ne dovolijo prisostvovati praporščakom Društva generala Maistra in Zveze združenj borcev narodno-osvobodilne borbe Slovenije. Pa razumemo, kdor more. Prišli smo celo tako daleč, da se je o praznovanju 80. obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte in upora slovenskega naroda proti fašizmu veleposlanica Nemčije Natalija Kautner v imenu Nemčije upravičila za grozovitost storjene v drugi svetovni vojni. Med drugim je povedala, da nima pravice, da bi kot gostja v naši državi dajala nasvete zlasti kot Nemka ne. Med drugim je rekla, za nas je to, da lahko do nekoč najhujših sovražnikov danes gojimo globoko prijateljstvo in se skupaj zavzemamo za boljši in pravičnejši svet, največje darilo. Predsednik Pahor je pa tokrat opozoril, da želi, da bi bili državljani Slovenije na ta upor ponosni in da bi razumeli, da je to dejanje omogočilo obstoj slovenskega naroda in ustanovitev Slovenije. Ta dan praznujemo vzneseno in s ponosom in se spomnimo korenin partizanskega upora, brez katerega ne bi bilo nacionalne osvoboditve, je dejal. Na tweet Hitler je heroj se je nemško veleposlaništvo odzvalo izjavo, da je zgodovinska dolžnost Nemčije, da ohranja spomin na grozote nacističnega režima in se spominja njihovih žrtev. Hvaležni smo za takojšnjo reakcijo številnih slovenskih strank in članov slovenske družbe, ki so obsodili to izjavo. Stranke in člane vladajoče koalicije takega nedvoumnega sporočila za javnost niso zmogli. Če zaletimo prepir med preteklostjo in sedanjostjo, bomo videli, da tako zgubljamo prihodnost, je znana izjava Winstona Churchilla. Spoštovane tovarišice in tovariši, gospe in gospodje, v imenu Kruder Borota, predsednika našega združenja, se vsem občinskim in krajevnim organizacijam zahvaljujem za opravljeno delo v teh ne najbolj prijaznih časih. Hvala za iskreno pozornost, želim vam lep dan in prijetno druženje, prejemnikom srebrne pakete in prejemnikom priznanj, praporščakov pa iskrene čestitke. Ob tej priložnosti so zaslužnim članicam in članom podelili priznanja in odlikovanja.
Srebrne plakete so prejeli Branko Vasa, Osnovna šola Anice Černejeve Makole in Franci Cizl, dobitniki priznanj praporščakov pa so Robert Belec, Franc Škole in Stanko Smogavec. V kulturnem programu je zapela Marjeta Popovski iz Izole. Temnem gozdu ob tabornem ognju, pesem tiho junaki pojo, o trpljenju slovenskega ljudstva, ki bori se za svojo svobodo. Naša mesta iz temnih gozdov, vse, ki bijejo nas, preženite in spodite iz naših domov. In spoznalo je delavno ljudstvo, da naš narod pod tujci trpi. Partizan, 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 kdaj bo narod slovenski maščeval? Hej! Laj, la, 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 laj, la, 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 partizan, 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 kdaj bo narod slovenski